piramida. Kaj to pomeni v slovenščini in v tudi v vseh svetovnih jezikih? Da je pir je pero, pomeni špica, pomeni piran, pomeni nekaj najbolj skrivnostne oblike, ki obstajajo na Zemlji. In že v šoli za oblikovanje v Ljubljani smo osnovno študirali piramido, kroglo, kvadrat, jajce. In to se je nadaljevalo v Benetkah na Visoki šoli za dizajn, ki takrat se je smatrala leta 1963 ena najboljših šol na svetu. Potem je moje raziskovalno delo ostajalo v piramidi kot ena velika raziskava, kaj ta oblika pomeni, kaj da. Vemo, da Keopsova piramida je bila po najnovejših raziskavah ena velika, mašina, ena velika energetski stroj, ki je proizvajal subtilno kozmično energijo, jo prenašal na Zemljo in zanimivo, da je špica imela 150 ton zlata. Kako so Egipčani proizvajali zlato? Verjetno iz ilovce. Na neznani način. Ampak sama oblika, če pogledamo tudi v krščanstvu, bomo dobili isto obliko na vseh pročeljih cerkva, s tem, da je še krog v sredini. To je triglav. Trivogal. V slovenščini trimožjat, 3000 star zapis. Zdaj, kaj skrivnostno se dogaja v piramidi? No, ko so bili moji otroci, Nataša in Katjuša, katera vodita danes galerijo, ko so bili še otroci, se je napravil na dvorišču piramido. Leseno in sem opazoval, kaj se dogaja, ko so one igrajo. Potem pa so bili večkrat v Gizi, v piramidah, tudi za univerzo, Beneško univerzo, skupino italijanskih industrialcev, smo študirali stare egipčanske oblike. No, najnovejša odkritja so pa ta, da sem to piramido prenesel v najbolj iskan les, se pravi iz velikega drevesa, kateri je rastel tukaj pred galerijo, libanonska cedra, katero so že stari Salomon in kralj David uporabljali za svoje svetišča. Nisem mogel razumeti, zakaj. Vendar pa kot otrok, ko sem bil 12 let ministrant, smo iskali po krasu eterična olja oziroma smole, da smo potem uporabljali v liturgiji kot kadilo. Sprej, ta piramida ima ta eterična olja v sebi. Potem ima v sebi tudi, ker je v to drevo udarila strela, ima energijo strele. In potem še eno veliko skrivnost v notranjosti od mojega učitelja en poseben material. Skrivnostni material. To se pravi, kaj pa uporabimo, kakšna pa uporabnost? Uporabnost je ta, zelo praktična. Natočimo čisto vodo, jo damo noter, voda se energizira. Po Jamotu in Čiterju voda dobi energijo, ki jo ta piramida proizvaja. In ko damo v sebe, mi smo že na poti zdravljenja, oziroma zdravega življenja. Potem so pa eksperimenti pokazali, ko sadim semena, dam tukaj spodaj različna semena in bolj obrodijo. Potem, če me telo boli, lahko dam na določen del telesa
in tudi tukaj se spreminja vibracija, oziroma ona pomaga k zdravljenju človeka, in ko bomo ugotovili, kaj pa je resnično, takrat bomo spoznali, da smo tudi mi božanska bitja. Samo seveda to traja veliko časa in tudi ta piramida se pojavi v dveh očesih in v tretjem očesu, duhovnem, ko se ta sprošča, pinealna žleza, postanemo bolj blizu Boga.